Bomo se pa mogoče preselili v kakšno novo stanovanje, ki bo prav kmalu zrastlo v Celju. In seveda, kdo ve največ o stanovanjih pri nas v Celju? Ja, to je Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje. Pozdravljen, Primož. Lep pozdrav. Kako si? Super. Si ziher? Mislim, petek je, tako da. Ja, petek to je že dan za metek, ne pa. Ja, petek je dan za metek, ampak petek se mi zdi, da je tudi en tak pravi dan, da midva malo osvetliva, ker jaz vidim, da tebi se zdaj tak smeji, ne? Ker jaz mislim, da ta program, ki je bil zdaj sprejet, v bistvu prvi stanovanjski program tak v Celju v zgodovini samostojne Slovenije, da to je za tebe zdaj pa 5 zvezdic in več od tega ne gre. Priznam, cvetim v bistvu. Mislim, cel proces, pa mogoče čisto za uvod. Dejansko, ja, prejšnji teden je mestni svet Mestne občine Celje sprejel prvi stanovanjski program, tako kot si rekla, v zgodovini samostojne Slovenije za obdobje naslednjih 7 let, kar je dejansko zelo kratko obdobje in zadali smo si veliko ciljev. Ja, v bistvu pač proces je bil zelo zanimiv, ne? V njem smo sodelovali seveda pač sodelavci Mestne občine Celje in pa sodelavci Nepremičnin Celje, seveda pač tudi z drugimi, ampak mi smo na nek način bili jedro te ekipe in pripravili res en tak program, ki je zelo široko zastavljen in zelo operativno zastavljen. Ampak zdaj govorimo o programu. Dejansko pa gre za gradnjo stanovanjskih blokov, naselij in tako. Ja. In od 5 do koliko imamo? Od 500 do 1000 novih stanovanj imamo zdaj v Celju, na vidiku. Na vidiku, tako je. Ne? Se pravi, pač stanovanjski program, ki smo ga zastavili, je zelo operativen, ima prav kazalnike zastavljene, se pravi, koliko stanovanj bomo zgradili, kakšnim ciljnim skupinam bodo dodeljena stanovanja, kje se bo gradilo, to je po mojem pa tista ključna zadeva. Mestna občina Celje ima tukaj res zelo, se na nek način zastavlja strategija stanovanjske gradnje, pa ne zgolj Nepremičnine, seveda so javno podjetje, pa ne zgolj za ta segment, se pravi javnih najemnih stanovanj, ampak tudi za zasebno gradnjo in tudi sami ukrepi so mišljeni za zasebnike, se pravi za fizične osebe, ki bodo recimo pač tudi gradile hiše, ne nazadnje. Ja, ker glih nedolgo nazaj, par dni nazaj je župan tudi povedal, no, da si želi v bistvu graditi ponovno naselja in ne eno hiško tu, pa eno hiško tam, pa en blok tu, pa en blok tam. In zdaj ena taka zadeva prihaja k nam, kako sva rekla, kako se prav reče zdaj, na Lavo, na Ostrožno, pri Lidlu v Novi vasi, kako je zdaj tisto območje, ki imamo vedno vsi težave s tem? Ja, zdaj, kar se tiče, po mojem je najboljš pri Lidlu v Novi vasi, Okay. Tisto, kar bodo gradile Nepremičnine Celje, kjer že pač pripravljamo prostorski načrt, ki bo sprejet nekje v začetku naslednjega leta, in v letu 2027 bomo zakopali prvo lopato. Še predtem pa se je Mestna občina Celje dogovorila s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, ki pa bodo začel graditi že v naslednjem letu 126 stanovanj, tako da ja, bo en tak stanovanjski boom. Pa da ne bomo rekli govorili zgolj o javnih najemnih stanovanjih, seveda pač so tudi tukaj pripravljajo te prostorske podlage, ne, brez tega, da ni gradnja umeščena v prostor, dejansko pač ne gre. Ne. In ja, seveda pač tudi tukaj se razvijajo prostorski načrti za čisto zasebno gradnjo od stanovanjskih hiš do blokov. Ampak če se osredotočiva recimo na skupine, katere bodo deležne teh stanovanj, smo to mladi, so to starejši, mi mladi. Ja. Ali na koga ciljate? Definitivno ukrepi, ki so zastavljeni seveda pač za vse ciljne skupine, ampak definitivno pa je prioriteta so seveda pač mladi in mlade družine. Seveda ne pozabimo tudi na tiste, ki so socialno šibkejši, ko govorimo o javnih najemnih stanovanjih, in seveda tudi na starejše, glede na to, da pač se demografija tako dogaja, da vedno več starejših potrebuje tudi prilagojena stanovanja, je tudi en segment namenjen za to skupino. Ko pa govorimo čisto o privatni gradnji, zasebni gradnji, tudi, bom rekel, tudi tukaj so mladi na nek način kot ciljna skupina, prioritetna skupina, ne, kjer je med ukrepi tudi oprostitev komunalnega prispevka za mlade.
Okay. Potem subvencija obrestnim meram za tiste, ki bodo gradili sami, tako da ja, ne, je res en tak širok spekter ukrepov. Širok spekter ukrepov in pa na široko sva zdaj tudi midva malo povedala, malo pauze, da spiješ ti tiste čajček, ki te čaka, Hvala. pa potem seveda nadaljujeva. Velja? Evo, odlično. Dragi poslušalci, ostanite v naši družbi. Pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy in seveda v vaših ušesih. Z mano v studiu je Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. In danes sem Primoža povabila zato, ker je gospod nasmejan, vesel ko radio, ker v Celju se bo začelo graditi končno. Stanovanja bodo za mlade, starejše, za ogrožene. To sva že povedala en del. Ampak veš, kaj me zanima? Glede na to, da zdaj imamo stanovanjski sklad, ki bo gradil, pa vi boste gradili, pa gradila se bo tudi zasebna gradnja. Kako pa je z lokacijami? Glede na to, da OPPN oziroma OPN se sprejema šele naslednje leto, pa vem, da so bile pritožbe, pa vse, ampak lokacije pa vem, da so že zacahnjene. Res je. Eden od ključnih stebrov tega stanovanjskega programa so dejansko lokacije. Brez oziroma pač zemljišča, ki se razvijajo, kjer se bo gradilo. In imamo kar nekaj lokacij pripravljenih, ki se bo zdaj v teh 7 letih, seveda se more pač, eno je OPN, hkrati pa še bolj pomembno oziroma pač podredno so podrobni prostorski načrti. In prej sem že omenil, da pripravljamo OPPN kle Lidl Nova Vas, čeprav pač je za to lava, Ostrožno, malo dečkovega naselja. Ja, to je pač ena lokacija, potem je Sončni park. Predvideno je, da se umesti Sončni park. Zdaj, za tiste mogoče, ki ne veste, kje je Sončni park. Sončni park je, bom rekel po domače, od Gigasporta, ki ga že dolgo časa ni, Okay. pa do Koprivnice med Lavo in Dečkovim naseljem. Se pravi, v bistvu tukaj ide čez. Da ga vidimo iz Dobro. okna Radia Fantasy. Predvsem ta severni del. Južni del je mišljen, da se bo uredil kot park. Severni del pa dejansko se bo umestila večstanovanjska gradnja. To je ena lokacija, potem je, kar se mene tiče, biser Celja, ki je še neizkoriščen. To je pri Kovinotehni, ta parkirišče oziroma to celo območje med prvo osnovno šolo, Mariborsko in pa pač okolica Kovinotehne. Potem je Ampak čakaj malo, mi bomo pol s tem zgubili parkinge. Parkingi se bodo nadomeščali. Okej, dobro je. Samo to sem hotela razjasniti. Absolutno, brez tega ne gre. V Celje se tudi delali, ko smo delali stanovanjski program, čisto kot zanimivost. V Celje se vsak dan pripelje nekje 15,000 ljudi, ki delajo v Celju, izven mestne občine Celje. Tako da ja, definitivno ta del se bo naslavljal. Kar se tiče še drugih lokacij, je tudi super lokacija, ki je še neizkoriščena, območje športnega parka Golovec, se pravi, kjer je semišče. Se pravi, ja, ta segment, kjer imamo rokometno dvorano nekoč, v glavnem pač ja, to območje. Potem je še pa območje Gaberje, sem še kjer ga spustil. To so dejansko ta glavna območja. Seveda, da ne bom pozabil, in pa seveda Babno Medlog, to je pa kle nasproti Plave lagune. Vse okoli nas. To je dejansko pač Celje, kle se bo pa poleg večstanovanjske gradnje tudi umeščal v prostor za enostanovanjsko gradnjo. Gre res po mojem super okolje, super območje, tako da akti se pripravljajo. No. In zdaj, kakšne so pa ključne potrebe recimo bodočih prebivalcev, glede na to, da smo imeli raziskavo Pa kje ti živiš, ne? Res je. Imeli smo raziskavo Pa kje ti živiš, ki smo jo opravili z Celjani. Bil je super odziv, več kot 1300 anketirancev se je odzvali. Dejansko, vsi si želimo pač, da bi živeli v hiši. To dejansko... Ne, ker pa pri hiši je treba delati okoli pa kositi. Ja, exactly. Jaz tudi, moram priznati, jaz osebno sem blokovsko dete, tako da si čisto ne znam predstavljati v hiši, življenje v hiši. Jaz si pač želim v večstanovanjski gradnji, kjer se pač gradi neka skupnost. Tako da ja, to
To so pač tisti neki ključne zadeve. Odlično. Kaj pa zdaj časovnica recimo, od v bistvu sprejemanja prostorskih dokumentov, začetek gradnje. Zdaj rekla sva, nekaj bo 26, nekaj bo 27. Overall, v kolikem času pa bodo pa zgrajeni te objekti? Zdaj, stanovanjska gradnja ali pa nasploh umeščanje v prostor je dolgotrajni proces. Žal pač ni tako, kot da bi šli v trgovino, v eno kitajsko trgovino, kjer pač ti to takole dobiš, ne. Takšni procesi potekajo po 3-4 leta, ne. In potem, da seveda pač prideš do nekega prostorskega načrta, potem pa še nekaj let, 2-3 leta, da lahko se umesti. Seveda pač odvisno od velikosti gradnje. Ampak to je zastavljeno, stanovanjski program je zastavljen neki ukrepi že potekajo, se pravi 2025 do 2032. Zdaj eno je pač teh 8 prostorskih načrtov, ki se bodo zgodili, potem pa kar se tiče konkretno same gradnje, bo nekje zgrajeno, govorim pa zdaj seveda izključno o javnih najemnih stanovanjih, 300 stanovanj v teh 7 letih. Če se bo izkazala priložnost, seveda pač še kakšen zraven. Naj omenim, da je celoten stanovanjski program, ko smo delali pač finančno kalkulacijo, težek nekje 62 milijonov evrov, kar pomeni res zajeten zalogaj za naslednjih 7 let, tako da pač delamo s polno paro. Ja, pridni ste. Dejva se samo še mogoče malo vršt na magnet. Zdaj vidim, da se izobražujete tudi v tujini. Mislim, da Larisa je bila ravnokar v Španiji, če se ne motim. Šli ste malo pogledat, kako pri njih poteka gradnja in kakšen je njihov sistem? Ja, dejansko je bila v Španiji konferenca, pač stanovanjska konferenca, kjer so se izmenjale dobre prakse, tako da vedno je dobro iti pogledat, kako delajo, bom rekel, pač sosedi, ne? Naši evropski sodržavljani, če lahko temu tako rečem. Tako da ja, tudi Španija, dejansko vsi se soočamo z neko stanovanjsko krizo. Ne? In dostopnost do stanovanj je res nizka. Povpraševanje po stanovanjih absolutno presega ponudbo. Ne? Dejansko pač žal, saj smo Slovenci, pa ne samo Slovenci, tudi drugi, funkcioniramo na ta način, da vsa presežna sredstva vlagamo v stanovanja. Ne? In kar to dejansko pomeni, da tisti, ki pač ima več sredstev, kupujejo stanovanja in s tem povišujejo cene, in na drugi strani ljudje, ki bi pa kupili stanovanje za svoj dom, pa enostavno pač ne pride. Zmanjka. Ne? In zdaj s tem stanovanjskim programom, s tem, ko se prostor razvija, s tem, ko se bodo gradila stanovanja, jaz računam, ne da bodo cene padle, to bi bilo preveč utopično, absolutno, ne, ampak vsej, da se cene nekje zamejijo in da se poveča dostopnost do stanovanj. Sej veva midva, najina veza in poznanstva. Stanovanje si mi obljubil že lani, pa predlani, tako da zdaj do 2032 ga imela. Absolutno. Dober, ja. Hvala lepa, Primož, ker si se oglasil. Pridi še kaj, sploh, ko se bo zapičila kakšna lopata spet, ne? Absolutno, pridem. Hvala lepa. Hvala, v glavnem, in dragi poslušalci, stanovanja bodo na voljo do 32 sigurno.